Torej, mislim, da mora biti vsak ponosen na svoje nacionalno poreklo in da zaradi tega nihče ne skriva tega. Če nekoga imenuješ po tem, kar je, mislim, da je on lahko ponosen na to in da to zagotovo ni sovražni govor. Če mene nekdo imenuje Slovenec, to zame ni sovražni govor. Če nekoga, ki je Srb, nekdo imenuje za Srba, to ni sovražni govor. Naj povem pa še to, da je na strani, oziroma da Slovenska demokratska stranka na svoji spletni strani pod komentarji objavlja različna mnenja. To niso stališče Slovenske demokratske stranke, to so različna mnenja, tako kot so različna mnenja v komentarjih, ki jih vi objavljate v svojih medijih. Jaz mislim, da ima do svojega mnenja pravico tako Tomaž, kot Zoran ali Danilo. In da je treba to pravico do izražanja različnih mnenj braniti in zaradi tega Slovenska demokratska stranka tega komentarja tudi ni umaknila z spletne strani, čeprav to ni njeno stališče. Ampak da je sovražni govor je ocenila tudi informacijska pooblaščenka in bo vložila kazensko ovadbo. O tem, kaj je sovražni govor, bi veljalo vzpostaviti enaka merila v Sloveniji. Pred volitvami ste slišali bivšega predsednika države, ki je dejal, da je Slovenska demokratska stranka nedemokratična stranka. Zame je to sovražni govor. Tudi za informacijsko pooblaščenko bi to moral biti. V Dnevniku je Tanja Lesničar Fučko objavila izjemno sovražen komentar do Slovenske demokratske stranke. Z veliko stavki sovražnega govora, kjer Slovensko demokratsko stranko pravzaprav poimenuje za fašistoidno. Ne varuhinja človekovih pravic, ne informacijska pooblaščenka se takrat niste oglasili. Torej, treba je imeti iste kriterije. Ko je Mladina recimo objavila sliko Brezjanske Marije s podganom v naročju, so ti isti ljudje, ki se imajo za varuhe svobode in demokracije in svobode govora, govorili, kako je to svoboda umetniškega izražanja. Imejte enake kriterije. Hvala lepa.